Lep pozdrav, Sensa podcast Modra soba. Moje ime je Metka Kuhar. V veselje mi je, da danes gostim dr. Lucijo Čevnik. Dobrodošla, lepo pozdravljena. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Lucija je doktorica sociologije in moram se pohvaliti, da je moja doktorantka iz leta 2015. Je pa tudi specializantka lakanovske psihoanalize, publicistka, svetovalka, avtorica knjig, ki jih vidite tukaj na moji desni in levi, Mama hčerki in hčerka mami, čudovitih knjižic. Hvala. In ukvarja se s temami, tema recimo iz doktorske naloge je vezana na telesno samopodobo, kako spodbuditi pozitivno telesno samopodobo, nasploh samopodobo, tudi samosočutje do sebe. In pa, Lucija je tudi prevajalka med starši in mladostniki. To rada rečem. Tudi z izkušnjami kot mladinska delavka na začetku svoje kariere. Tako, res večplastna oseba. Trudim se pomagati na različnih nivojih. Predvsem pa sebi skozi to. Obe sva tudi materi hčerki. Eni hčerki, imamo vsaka enega otroka, eno hčero. In najna današnja tema je ravno vezana na odnos med materami in hčerami. In jaz bi na začetku začela s citatom iz tvoje knjige, ki se mi zdi čudovit. In sicer v tem citatu praviš: Vem, da si mi dala najboljše in največ, kar si zmogla in znala. To je iz knjige Hčerka mami. Izredna vez, ki je ob enem trajen odnos. Nič življenja, ki se vije med generacijami mam in njihovih hčera. Enkrat je ta vez ljubeča, drugič boleča. Kdaj pa je treba preprosto razumeti, odpustiti in se razbremeniti neznosnega bremena preteklosti. Same smo odgovorne, kakšne zgodbe bomo pustile v spominih naših vnukinj. Odnos med matero in hčero se tudi meni zdi zelo močna sila, ki presega čas in prostor. In midve danes bomo govorile predvsem o ranah, brazgotinah v tej vezi, ki načeloma povezuje, združuje generacije in je hkrati tudi prva vez, ki nas poveže s svetom. V tej vezi se zrcali otrok sam, vsaj na začetku življenja. In to nas tudi zaznamuje. Travma je cikel teh podkastov in ta izraz izvira iz grške besede za rano. Grki so ta izraz uporabljali za fizične rane, danes pa vemo, da imamo tudi čustvene rane, katerih posledice lahko trajajo bistveno dlje kot pri fizični rani. In tukaj se bom pa sposodila še en citat enega ameriškega avtorja, enega psihoterapeuta, Resma Menakema, ki prav ena najboljših stvari, ki jih lahko naredi vsak od nas, in to ne samo zase, ampak tudi za svoje otroke in vnuke, jaz bi tle dodala tudi za širšo skupnost, je, da presnovi svojo bolečino in pozdravi svoje travme. Tako da nekako namen tega podcasta je, da prek razumevanja travmatičnih dinamik v odnosu med materami in hčerami, ter razumevanja tudi procesa osvobajanja od teh travm, inspiriramo čim več zgodb ljubezni, povezanosti, opolnomočenja. Zdaj za začetek, ko smo se nekako fokusirali v skladu s tvojimi knjigami na odnos med matero in hčerjo, Lucija, da bomo vprašala, v čem se ta odnos razlikuje od odnosa mati-sin, pa tudi v čem je unikatnost recimo odnosa mati-hči glede na odnos oče-hči, oziroma bi rekla glede na druge primarne skrbnike. Vedno to niso biološki starši. Pri pisanju knjig sem seveda izhajala iz sebe. Mama hčerki, hčerka mami. Verjetno bi lahko kira mama, ko ima sina, to še bolj iz prve roke povedala, ampak veliko imam izkušenj tudi, s terapevtskim delom, z svetovanjem in tudi vidim, kako tam stvari stojijo v odnosu med mamami in sinovi, med očeti, hčerkami, očeti, sinovi. Sigurno so razlike. Razlike so predvsem v tem, recimo, ko govorimo o odnosu med mamami in hčerkami, da mama v svoji hčerki nekako zrcali sebe. Skozi hčerko
zelo močno nekako začutim svoj lastni jaz, oziroma jo pogosto dojemam kot svojo malo sebe. In skozi njo čutim svoje lastne bolečine, svoje lastne krivice, svoje lastne strahove in me obenem strah za njo, obenem jo želim zaščititi in nekako jo vidim kot podaljšek sebe. Na nek način kot notranjega otroka bi tudi lahko rekli. Tako pravimo včasih, ne, imamo notranjega otroka in del nas nekako. Tako, lahko bi to tudi na tak način interpretirala. Po drugi strani pa, ko je pa ta odnos med mamo in sinom vendarle, bom rekla, je drugi spol, je drugače. Sin ni enako kot hči. In se mama skozi njega ne more tako identificirati, ne? Tako kot se prepozna ali pa vidi v hčerkinem bistvu, v hčerkinem sebstvu. In ravno tu pogosto nastopi problem, da to hčerkino sebstvo razume kot svoje sebstvo oziroma poskuša to sebstvo zamenjati za sama sabo. Ne? In pogosto ravno zaradi tega pride do te pretirane povezanosti, do neke neskončne prepletenosti, ki ravno zaradi tega pušča zelo globoke rane, ker so ravno zaradi tega nezavedne in mogoče zgrajene ali pa narejene iz pretirane ljubezni, ki je lahko posesivna, ki je lahko preveč oklepajoča in hčerki seveda onemogoča, da najde to svoje bistvo in ta svoj jaz. Ja, tle že malo greva proti dinamikam. Bi te pa mogoče prvo vendarle vprašala, ne, ta odnos oče hči oziroma oče otrok, ne, ker na nek način danes se zdi unikatnost matere, bom rekla, tako staromodna ali pa nazadnjaška, tradicionalistična, ne, kada hočemo tukaj iti v smer neke repatriarhalizacije, ne, in na nek način tako, kada družbeno tudi zanikamo neko unikatnost matere, ne? Mislim, predvsem njeno čustveno vlogo, ne? Tudi fizično vlogo. Ne? Vemo, da je v fizičnem smislu, ne? Biološka mati ima neko specialno vlogo, ampak kada nekako po rojstvu otroka naj bi bili pa samo skrbniki. Medtem ko, ne, so tudi različni avtori, ne? V Sloveniji je zdaj tudi popularna knjiga, sicer z naslovom, ki meni ni blizu, Hrepenenje po mami, izvorno je Mother Hunger, lakota po mami, kar se mi zdi bistveno boljši izraz. Knjiga avtorice Kelly McDaniel, ki prav, da je pač to neka naša instinktivna taka potreba oziroma gon, ne, po stiku z mamo, ki je izrazito močan v prvih, recimo 3 mesecih oziroma tudi v prvih 3 letih. Ne. Ja, ta potreba po tem stiku, prvem stiku z mamo se res najbolj pokaže takrat, kadar ga ni. Se mi zdi, da takrat potem res zazeva neka zelo globoka rana, neka ranjenost, ki jo poskušamo zakrpati celo življenje. Zdaj, oče je toliko drugačen, ne, da vse oče nekako ohranja tu nek red, ali kaj ne rečem, na neki simbolni ravni še vedno. V primerjavi z mamo, ki pa je tu bolj tisti nek, bom rekla, ljubeč, pristen, prvi in zaradi tega tudi neskončno dolg in večen moment v življenju tudi hčerke, ne, in seveda tudi sina. Ampak ta odnos med očetom in hčerko je mogoče bolj ta zaščitniški, ne, se pravi, da oče poskuša na nek način zaščititi hčer. Usmerjati mogoče tudi. Tako. Je bolj ta nek zunanji, se pravi, mama le nekako vidi hčerko, kot sem prej rekla, ne, skozi ta svoj nek jaz, identifikacijo, ne, medtem ko oče je bolj tu kot nek moment zaščite, usmerjanja, teh nekih zunanjih regulacij. Lahko pa tudi, bom rekla, prisvajanja, ne, se pravi, kot moja last, ne, in tudi pogosto nekako ugotavljam, da med hčerkami in očeti pogosto pride do prekinitve nekega stika, lahko začasno ali pa tudi na daljše obdobje, ko hčerka postane dekle, ženska, ne, po menstruaciji, ne, kot da bi ta občutek očeta, lastništva nad svojim otrokom, nad hčerko, s tem momentom nekako izgubilo to
pristnost, kot da ni več njegova, kot da nima več oblasti nad njo. To se mi zdi, da nekako iz svojega praktičnega dela pogosto opažam, da ta stik med njima ni več tako pristen. Oziroma včasih se tudi verjetno očetje prestrašijo neke prebujajoče se seksualnosti, tako, ženskosti. Tako. Ja, mogoče se celo bojijo po eni strani. Ne vejo, kako s tam nekako upravljati znotraj sebe. In je to neka zadrega, nek odmik. No? Ne, mislim tudi, kako pa tukaj ne mislim nič na ravni patološkega, ampak na nek način, kako zdaj hčero se še naprej crkljata, ljubjemata, poljubljati. Ampak tudi ni velikokrat to oddali. Se pravi, da hčerka se dostikrat počuti verjetno tudi zavrnjeno, če na tej točki potem na nek način izgubi. Ja, pa rahlo zmedeno. Se pravi, ta odnos je bil prej zelo pristen, pa naenkrat ta odmika in tudi nekako ne ve, kako zdaj s tem. Se pravi, mati bolj konstanta v tem smislu. Tako, mama pa tu, mogoče še bolj takrat prevzame ta moment njene vloge razumevanja, ko se dekle prebuja v žensko. Ja, vsekakor, zelo pomembna. Tudi, mislim, meni se zdi zelo pomemben tudi ta biološki moment, ta psihobiološki moment, sploh na začetku. To vemo tudi iz raziskav, čisto v tem prvem kosu življenja. Tako, vsekakor smo bili recimo 9 mesecev eno. Tako, smo čutili, smo trpeli, smo se smejali, jokali skupaj z mamo. In seveda imamo te impulze že zapisane v svojem telesu. Ja, zdaj sploh nepredelana travma, mislim, nepredelana travma je v odnosu vsekakor navzoča, tudi če se jo ne zavedamo. Ni nujno, da se sploh zavedamo, da gre za neke dinamike, ki so vezane recimo na travmo matere, pa tudi če recimo matere delamo na svoji travmi, lahko naletimo tudi na odzive, lahko tudi zase govorim iz ostankov te travme, tudi na nekih mestih, kjer mogoče tega sploh ne bi pričakovali, da nas to preseneti. Kaj mogoče, kako se kaže travma v odnosu med materimi in hčerami, oziroma kaj so tiste najpogostejše dinamike oziroma ti vzorci, kako je travma prisotna v tem odnosu. Mogoče, če greva bolj z vidika za začetek materine travme, vemo, da se travma tudi medgeneracijsko prenaša. Ja, se pravi, kadar je mama sama doživljala travmo in velikokrat sama sploh tega ne prepozna, in to seveda že skozi nosečnost se njeni impulzi, kot sva rekli, prenašajo na otroka. In seveda mama pač deluje z neko svojo dinamiko, tudi vzgaja na način vsakodnevnega življenja, kako pač funkcionira. In ti vzorci se prenašajo vede, hote ali ne, na otroka. Hčerka gleda in se uči iz maminih odzivov, iz maminih poljubov, dotikov, če so ali pa če jih ni. To se mi zdi tudi pomembno, ker rečeš, Lucija, to mamini dotiki, poljubi, tudi že kvaliteta teh dotikov. Koliko je mama zares prisotna, koliko je mogoče njeno telo nekako zamrznjeno, koliko je nekje odsotna, zaradi tudi travmatične preteklosti, nepredelane, neozaveščene. Koliko je njeno telo sploh mehko, kako se lahko sploh otrok nasloni na materino telo, kak je zvok, kak je glas, kak je pogled, kak je ta dotik. A je nekako zares tam za otroka uglašena na njega. In to se zelo čuti. To se zelo čuti potem tudi pri samodojemanju, kako otrok gradi odnose naprej. Ali razume dotik kot nekaj, kar resnično boža, kar resnično stiska, kar resnično privlači, ali pa je dotik nekaj, kar odbija, kar boli, kar reže. In seveda iz tega, kar se naučimo v otroštvu, potem to zrcalimo tudi najbolj, bom rekla, v odnosih z svojimi otroki in pa svojimi partnerji. In tudi sama, bom rekla, v svojem otroštvu sem bila precej zanemarjen, čustveno zanemarjen otrok, veliko sama in tudi sama sem imela potem problem pri vzgoji, kako sedaj otroka spustiti v to svojo
izoliranost oziroma ta nek občutek, kako najti nek prostor še zanjo v tem mojem intimnem prostoru ali tem mojem ozkem prostoru, ki je bil rezerviran zame, ki sem ga si jaz oblikovala po svoje in kar naenkrat je bila pol tudi ona tam. A te prav slišam tako v smislu, da mogoče že koliko smo sploh s sabo zares povezane, ne, koliko imamo sploh tega prostora zase, ne, potem je pa tukaj še nekdo, ki ima pa tudi neke potrebe. Tako. In kako zdaj te potrebe zadovoljiti? Kako ga negovati, kako ga ljubiti, če imaš problem ljubiti sebe, ker nisi tega resnično izkusil na svoji koži nikoli. In to je tisti največji izziv, s katerim sem se kot mama mogla nekako soočati, ne? Kako dati ljubezen in kaj sploh ljubezen je in kako jo začutiti v sebi in jo predati na njej, da jo bo tudi ona občutila. Jaz sem mogla kar globoko dih in izdih narediti, Lucija. Tle se spomnim na naslov enega dela avtorice Pinkole Estes, ne? V slovenščini imamo njeno knjigo Ženske, ki tečejo z volkovi. Poznam. En naslov je Stone Child, ne? Kot okamenel otrok, unmothered child, kot nematerinjen otrok. Ne, na nek način, ko ne doživiš te materine ljubezni oziroma ko je ful premal, ne, ljubeče nege, ljubeče pozornosti, na nek način je to kot zlomljeno srce. Tako. Ne, na nek način res tako, kot praviš, ti ne nehaš ljubiti mamo, ker od tega si eksistenčno odvisen. Ti ne razviješ tega občutka, da si sam vreden ljubezni. Tako. In to je tisto najhujše, ne? Ker sam ne moreš, ne veš, kako ljubiti sebe, se čutiš nevrednega, nemočnega, da lahko karkoli sploh predaš naprej. In na vse se čuti kot okamenelo, ne? To, kar imaš v svojem srcu in to, kar daješ naprej. In obenem se pa bojiš, ne? Hočeš, da bi bil otrok ljubljen, da bi čutil to tvojo ljubezen, ampak ja, seveda na tej razumski ravni, na razumski ravni imamo pa potem tudi ena velika pričakovanja, ne, do sebe, mislim, željo, to dobro namero, ampak včasih potem to kar da nekaj ne steče. Ne? Tako, ja. In to občutiš, ja, kot blokado in vidiš, ne? Potem pa se to začne bolj ko otrok odrašča, bolj zrcaliti nazaj. In vidiš, ne, kje so te šibke točke, kje je ta manjko ljubezni in kako je potem ta odnos res vedno bolj, bom rekla, strukturno sicer funkcionira, ampak manjka ta nit, manjka ta nit povezanosti, manjka ta nit ene bližine, res občutka neke take skonektanosti, kot bi rekla, ene take res globoke topline, take, ja. In to mi je bil tudi eden večjih izzivov, no, pri pisanju knjige in tudi na vsakodnevni ravni vgrajanja odnosa s svojo hčerko. Ja, to si rekla, ne, čustveno zanemarjena hčerka, ne, si bila. Kaj so še druge dinamike? Ne? Ena dinamika je ta, ja, da nekako starš ni prisoten, ne? Včasih je tudi tukaj v ozadju duševna bolezen ali čisto neka ekonomska situacija, ali vojne razmere. Ja. Ne gre za to, da starš ni hotel nekako dati, ne? Da je to nekje namerno ne hotel dati, koliko je ugotavljava. Ali je pa že ena veriga iz generacije v generacijo, ne? Ženske, ki niso bile ljubljene in potem nekako. Ja, seveda ta intenca ni bila namerna. Ne? Tudi jaz se trudim, ne namerno vplivati, ampak dejstvo je, da pač dajemo to, kar imamo. Ne? In tudi mame so dale to, kar so imele. Zdaj, ampak to, Lucija, ne pomeni, da lahko damo samo to, kot smo dobile, ne? Ne, seveda ne. Ravno tu je ta prostor možnosti nadgradnje, samoučenja, osebnostne rasti. Ne? Zdaj, druge dinamike so še, ne vem, v smislu tega odnosa krivde in žrtve, ne, od katerem tudi veliko govorim. Se prav slovenska mati, ki je mučenica, ki se razdaja, predaja. Vedno ona more nekaj narediti, delati, se razdajati, žrtvovati. Noben jih hvaležen.
Tako, vse to je najhujše, ker noben ni hvaležen in ta nehvaležnost na drugi strani ves čas ustvarja občutek krivde. Krivde in to take neznosne, nerešljive, Tako, neprestano. Krivde, ki nikoli ne more oddelati te žrtve. Mamine žrtve ne moreš oddelati nikoli, pa če se še celo življenje trudiš, ker nekdo, ki je dal, kot pravi mama, celo življenje, vso življenje sem ti posvetila, celo svoje življenje se trudim zate, ti pa poglej, s kako hvaležnostjo mi ti to vračaš. In taka hčerka bo s to krivdo živela do smrti. Ne moreš tega oddelati, če se tega resno ne lotiš predelovati. Če ne ozavestiš, ne predeluješ. Tako, mami nikoli ne moreš ustreči. Se pravi, to bo ostalo odprto vprašanje do konca. Ampak tudi matere si na ta način, s tem svojim razdajanjem, garaštvom, probajo na nek način tudi kupiti naklonjenost, ljubezen. Seveda, potem še ta grenkoba noter. To je tista hrana, ki jo potrebujejo. Tu je viden ta manjko, premalo samoljubljenosti. Se pravi, občutek ne biti dovolj dobra, ne biti dovolj vredna in zato neprestano potrebuješ drugega, da ti hrani, da ti polni to luknjo pomanjkanja te lastne samozavesti, pozitivne samopodobe, sprejemanja same sebe. In ta drugi je pač izrabljena kot žrtev za to, da je tam, da ti ustrega, da v bistvu je njegovo razpoloženje, njegov način funkcioniranja, celo njegovo življenje bi moralo biti posvečeno mami in tej njeni nergavosti in žrtvi. Mogoče tu je še en dodatni moment, to, kar rečemo v angleščini enmeshment, kako bi to sploh prevedli, kot neka taka zmešnjava, te situacije čustvenega incesta, ko pa nekako mama te res nekje naredi za svojega partnerja oziroma partnerko, na nek način, kada si poročen. Z mamo na nek način je to tista ljubezen, ki je tako posesivna, lakomna, se prav lasti, kjer so zabrisane meje, kada nekako je hči recimo odgovorna za čustvene potrebe svoje matere. Na nek način je tudi tako, kot pravijo eni avtori, potiho bila zapeljana v to. Pogosteje so sicer sinovi v to zapeljani. Tako tudi. Lahko se zdi to tudi kot en velik privilegij, posebej, če si eden izbran otrok med večjimi. Ampak mogoče tega vzorca sploh ne prepoznavamo. Premalo prepoznavamo. Tako, pri sebi zelo težko, vidimo pa veliko, tudi v naši družbi takih vzorcev. Mami in sinko, pa tudi hčere, ki so nekako prilepljene na mamo. Se pravi, ne morejo samostojno funkcionirati in to so z mamo, jaz rečem temu, brezmejen odnos. Nikjer se ne ve, kje se konča mama in kje se začne hčerka. To je kot da sta eno. To se kličeta 5-krat na dan, kaj bo kira kuhala in imata tudi te svoje male skrivnosti. Ves čas klepetata o tem, kak je oče, pa kak je od hčerke partner, pa kritizirata. In, se pravi, to je tista pretirana prepletenost, kjer drugi pogojujeta, oziroma ustvarjata to neskončno vez žrtve in krivde. Se pravi, mama se žrtvuje in hčerka ji to na nek način poskuša nek obliko hvaležnosti v narekovajih vračata. Je to dostkrat tako, da se potem hčera, recimo, da se kot hčera vprašamo, mislim, koliko je moja mama prijazna, jaz sem pa tako jezna na njo. Tako. Ja, to je zelo pogosto. Moja mama vedno vse naredi zame. Jaz pa sem tako jezna, pa mislim, gre ful na živce. Tako. Vse naredi. Vse naredi tvoje. Vse v gospodinstvu, za otroke, vse. Ampak jaz počutim, sem imel velik bes. Ampak bes, ker pač nisem razvila lastnih impulzov, lastne avtonomije. Tako. Neke zdrave meje ne uspevam spostaviti, potem posledično verjetno tudi na drugih področjih življenja. Ker je mama že tu, preden da jaz sploh izrazim željo, mama že vse to naredi, jaz sploh nisem prosla, pa je mama že, kar pomeni, da že prehiteva mojo lastno željo. Pomeni, sploh ne vem, kaj si želim, ampak želim to, kar mama nudi. Mama je že tam svojo željo. Niti impulza ne razvijam. Tako, in tako v bistvu zadušiš sebe. Svojo avtonomijo, svojo avtonomnost, svojo željo kot tako. Moja želja je v bistvu mamina želja. In seveda si je za nas in si je za nanjo. Tudi snahe so lahko take. Drži. Verjetno res, ja. Do tam mlade. Tako.
Potem mogoče ta impuls, da še izpostavimo, oziroma to dinamiko, tudi ljubosumja. Ne? Ja, tudi ljubosumje. Sploh, ko hčera odrašča. Ne? Tako, in ko je mlada, lepa, mladostna, ne? In ima vse te atribute, ki jih je pri mami vedno manj, ne? S starostjo. Ampak tista mama, ki sem rekla, zelo identificira svojo zunanjostjo, je v takih momentih zelo prizadeta. Ne? In jaz večkrat tu izpostavim to pravljico v Sneguljčici, ne? Kako mačeha v bistvu to prebujajočo se lepoto svoje pastorke ne more sprejeti. In kako potem pošle na njo lovca in jo poskuša usmrtiti. In prav zato je zanimiva mi ta pravljica, ta še prejšnja verzija, ne ta Disneyjeva, kjer mačeha obišče Sneguljčico, preobražena v Branjevko, ki jo 3-krat obišče. Prvič prinese pas, ne, in jo zategne s tem pasom. In je tu zelo taka jasna simbolika, kaj pomeni zategniti nekoga okrog pasu, ne, in okrog rodil in na tak način ji onemogočiti razvoj, ženskost, ne, se pravi materinstvo. In ravno taka mama, ne, ki je ljubosumna. Jo kastrirati, ne, če bi govorili o moških, bi rekli na nek način. Tako jo kastrira in na tak način hčerka ni več nevarna. Ne, se pravi, hčerka, ki je zavrta, ne bo iskala pozornost pri moških, ne, kar mami ni všeč. Ne, se pravi, tekma za pozornost moškega pogleda, oziroma konkretnih moških lahko. In je to ena taka zelo dobra prispodoba. Potem naslednjič jo obišče z glavnikom tudi ženski lasje, ne, kot tudi nek simbol, ne, močine nazadnja, ne, in ženske neukrotljivosti, ker lase je bilo vedno, ali je potrebno vedno nekako ukrotiti, zaviti v kito ali pa v figo, ne, tudi če naše babice, bog ne dej, ki je šla v šolo s puštranimi lasmi. Ali pa metruto. Ali pa ruto, ja. Ali tudi v muslimanskem svetu, ali pa po poroki. Tako. In je to tudi nekako ukrotiti to žensko energijo. A ne, čarovnice so pa vedno skuštrane, ne? To so ženske, ki se niso pustile. Oziroma tudi v Disneyjevih risankah, ne, vidimo tudi te ženske, ne, Brave, kako je že tista ena punčka, ki ima take lase. Ne, Brave, vidim slike. Ja, drži, res, ja. Se pravi, tudi se mi zdi tu res toliko simbolike, kar se tiče tega ljubosumnega odnosa. In nazadnje pa tudi jabolko, ki je pol namočeno v strup. In to kaže na to ambivalentno ljubezen. Se pravi, mama, ki sicer pravimo brezpogojno ljubi, ampak ni brezpogojne ljubezni. Mama vedno ljubi pogojevano, ne? Se pravi, če boš ustrezala oziroma če boš se odzvala na te neke moje impulze. Ja, mislim, da je to tudi čist nezavezno. Mislim, dokler ne ozavestimo, ne? Dokler ne ozavestimo, probamo nekako otroka tudi po nekih svojih kalupih. In tudi še ko ozavestimo, se mi zdi, da je to tisto najtežje. Tako spustiti nekako to modeliranje otroka. Kaj prepoznamo, je tisto, a ne, prepoznamo tisto, za kar smo sami programirani, če lahko temu rečem, kaj vidimo, kaj, a ne, se pravi, gledamo zelo selektivno. Kaj je to naše okno, ne? Tako, kaj sploh opazim pri otroku, ne? Nekdo drug, recimo oče, bi videl, da ima hčerka neke atribute, ki jih mama sploh nikoli ni niti pomislila, da so tam. V knjigi praviš, nenasitna pošast starševskih pričakovanj. Ne? Se pravi, tudi uporabiš eno metaforo, kada mama, ne, ki je tudi zelo zaščitniška, bi kar zaprla hčero, ki je kot svobodna ptica v kletko, v katero je že zdavnaj zaprla tudi sebe. Ja. To se mi zdijo tudi take močne dinamike in povezane, ne, hkrati pa tudi na nek način samostojne. Ker probamo tudi iz neke svojega občutka neustreznosti, neuspeha v življenju narediti čim bolj za hčero. Ne, lahko imamo neke zelo take rigidne predstave, kaj je prav, kaj ni prav, kaj je dober, kaj ni dober. In bi nekako tudi z dobrimi nameni hčero usmerjali po tej poti. In s tem nekako preprečimo, da sama najde svojo pot. Tako, a ne, na tak način je v bistvu zelo zmanjšamo možnosti razvoja oziroma ji omejimo perspektivo videnja prihodnosti, a ne, s tem, ko nekako posežemo z svojimi pričakovanji. In ta pričakovanja so res lahko zelo
boleča ali pa zelo težko breme za otroka. Ne. Sama delam recimo z mladostniki, ki se pogosto srečujejo z motnjami hranjenja in tudi ravno hrana kot taka lahko zelo pogosto predstavlja ravno ta nek, rekla, simbolni odziv nesprejemanja drugega, zavračanja drugega, bruhanja pred tem pretiranim posegom v zasebnost otroka, v njegove želje, v njegove perspektive, v njegov način, kako sploh ta otrok, kdo sploh je in kako želi živeti. Ne? Ampak starši s temi svojimi neznosnimi pričakovanji v bistvu ga poskušajo ukalupiti in narediti za svoj objekt, ki sledi uresničevanju njihovih pričakovanj, njihovih želja, njihovih zahtev. In tako res izgubi svoj jaz, izgubi, kdo on sploh je, kaj si želi, ne, ugasne v sebi in postane res produkt nekoga drugega. In tukaj ne moramo mogoče mimo šolskega sistema, mimo širšega okolja, tako, in tu so vsi neoliberalnega okolja. Ne, starši mogoče smo samo podizvajalci znotraj tega širšega ekosistema, v katerem smo. Se pravi, to so pritiski, a ne, iz ene in z druge strani, kdo moraš biti, a ne, da tak kot si še nisi okej, najprej moraš nekaj postati, nekaj doseči, nekaj imeti, a ne, in potem boš Včasih nekdo. je bilo mogoče bolj, kaj bodo pa drugi rekli, zdaj pa je bolj nekako res postati svoja blagovna znamka. Tako, ja. Postati influencer. Postati Vplivneš. influencer, to je zelo zdaj pomemben kriterij pri mladih. Biti bitko za tem, kdo je najboljši na spletu, kdo ima največ všečkov. In je to postalo nekaj, ne, se pravi primerjave, kdo je in kdo ni, kdo obstaja in koga ni. Ne, se pravi tekma za tem, plezanje po tej hierarhiji, tekmovalnost, individualizem. Seveda to se kaže tudi na odnosu otroci-starši. Otroci, se pravi starši v neki dobri veri, da delajo dobro za otroka, pač sledijo tej ideologiji tudi pri vzgoji. Tako, ja. Oziroma ne, se čutijo tudi nekako negotove, prestrašene, lahko iz svoje zgodbe ali tudi v tem širšem kontekstu družbenem. In so zato, ne, danes imamo te izraze, mislim, smo jih že dolgo časa nazaj razvijali, ampak se mi zdi, se to samo še krepi, hiperzaščitniški starši, hiperodgovorni starši, helikopterski starši, vse več je teh izrazov, ja, na katere smo že zdavni opozarjali. Res je in ravno to, ko sem delala še v mladinskem centru, mi je zdaj zelo taki zgledni primeri, so mi ti mladostniki, ki so takrat zahajali tja in so bili pogosto to fantje brez nekega nadzora, ki so kar sami skakali v krog, ne, to je bilo precej nezaslišano. Ampak moram reči, da ko zdaj pogledam na to pot teh fantov, vsi so se znašli v življenju, vsi imajo neke super kariere, v smislu, ne vem, res nekih stvari, ki jih radi počnejo, razvili so neke čisto svoje identične življenjske poti in sem res vesela in kar kaže na to, da s tem helikopterskim nadzorom delamo otroku res pogosto več škode kot koristi. Res kako balansirati na nek način, ja, skrb, odnos, ne, tudi neko zaščito, ne, usmerjanje in po drugi strani dopuščati otroku njegov lastni avtentičen izraz, ne, dopuščati nek lastni razvoj. Ga videti takega, kot je, ja, ne gledati skozi neke svoje filtre, ki so pogojeni z našimi strahovi, tudi v veliki meri. Ja. Enkrat mi je ena mama rekla na predavanju, je rekla, kakšne težave je imela svojo hčerko. Pač enostavno je ni mogla spustiti, bila je totalno prestrašena, ko je šla hčerka v gimnazijo in imela občutek, da ne bo zmogla, da je potrebno ji ves čas stati za hrbtom, preverjati naloge, se z njo učiti. In bolj, ko je ona to počela, večje težave je hčerka imela v šoli. In prišlo je tako daleč, da mama bila že vsak teden v šoli in enkrat je ena profesorica rekla, da naj, res grdo je rekla, naj se pobere domov in naj da že enkrat hčerki mir, da z njo ni nič narobe, ampak da enostavno ji ne pusti dihati. In ta mama je rekla, no, sem šla domov in res sem se trudila, da ne bi intervenirala za vsako, kot je prej. Rekla, da je gledala skozi ključavnico v sobo, če se hčerka uči ali ne, ampak dobro, vrat vendarle ni odprla. In pol je rekla, od takrat naprej je hčerka zacvetela. Začela je res dihati in
prevzemati odgovornost končno sama zase. In vse je šlo ok in imate zdaj dober odnos, ampak ravno ta res je bil potreben. Brez tega ne bi šlo. Ali bi se spustila ta nadzor, ta konstanten monitoring. In to je zelo, zelo pogosto in tudi zdaj vidim najprej, zdaj bi tudi vse ta, veliko staršev je tudi zelo, ko otroci uporabljajo socialna omrežja, telefon. Tako, nadzor 100 000 nekih načinov, kako bi za jim to zamejili, omejili, preprečali. In tudi to, zdaj veliko govorim po šolah tudi o medvrstniškem nasilju in ravno to se kaže. Če gledamo z vidika žrtve, sej tak otrok, kjer starši pretirano zavijajo v vato, ne more razvijati nekih skillsov, nekih spretnosti. Neke zdrave agresije. Tako, da se lahko zoperstavi, da lahko odreagira tudi v neki neljubi situaciji. Ne zna, ne ve, vedno je mama tam zaščitniška, že mama poseže. 3 korake pred njim, tako smo rekli. V kontra pa podobno, se pravi otrok kot nasilnež, ki bi pa moral prevzeti odgovornost, je pa spet to pretirano zaščitništvo. Moj pa že ne, naš pa že ne, naš ni tak, naš nikoli kaj takega ne bi naredil. In otrok bi se naučil, kako neko vedenje korigirati, tako pa je mama že vedno tam in vedno ona to počne namesto njega. Kar totalno ni zdravo. Prej si omenila pravljico, Sneguljčica. Jaz bi pa rada s tabo govorila še o teh občutkih zapustitve, zavrnjenosti, zapuščanja. Pa mi je prišla, to mi je tako prišlo čisto asociativno, zgodba Rdeče kapice. Ker na nek način tudi brez staršev luta tam po gozdu, prežečem nevarnosti, proba najdete eno dobro figuro, recimo, ki jo simbolizira babica, se prav tudi neka taka ženska. Recimo starši, oziroma matere, ki zavrnejo otroke, ki tudi povejo, nisem si te želela imeti, ali pa je sam pogled odklonilen, ali pa dejansko se prekine ta stik. Bi mogoče še na to temo lahko kaj rekle. Nekako to zavračanje, zapuščanje, kot tudi ena izmed možnih traumatičnih dinamik, potem živi recimo v hčerah. Tako, in ravno skozi to se prenaša ta, bom rekla, hladen dotik, ko si ga prej omenila. Se pravi, mama je tam, pa v bistvu je ni, oziroma nekdo je, ampak je prazen, ampak ne moreš se zanesti nanj, ni ga, takrat, ko bi ga potreboval. In otroci razvijamo zelo različne strategije, da preživimo v takih okoljih, od tega, da si izmišljujemo kakšne navidezne prijatelje ali da poskušamo najti vsaj eno osebo, na katero se lahko upremo. In če te osebe ni, potem je zelo, zelo težko preživeti takemu otroku. Oziroma tudi idealiziramo verjetno mamo, manj, ki je prisotna oziroma manj, ki je res za nas na tak ljubeč način, bolj jo idealiziramo po en stran. Se prav razvijamo kot neko dvojnost znotraj sebe. Tako, se pravi, gre ravno za to neko dvojnost. Po eni strani se bojimo dotika, bojimo se stika, po drugi strani pa si neznosno želimo, da bi ta stik, ta dotik bil tam. Se pravi, to je najhujš verjetno, ko na nek način ta roka, ki naj bi nas božala na stepe, če govoriva dobesedno ali pa tudi metaforično. Se pravi, da je nekdo, ki naj bi bil naša figura navezanosti, varnosti, ljubezni, da je za nas grožnja, ogrožajoč. Tako, lahko je imati z nekimi nepredvidljivimi vedenji, čustvenimi stanji. Ali pa tepe zlorabljajoča, ali verbalno, ali fizično. Gre za to, da enkrat je tam za otroka, enkrat pa je ni. Se spomnim tega nekega eksperimenta, kjer je bil otrok skupaj z mamo, potem je mama šla iz prostora in ko se je vrnila, so nekako gledali, kakšen bo odziv. In ravno pri takih navezanostih je otrok nekako videl, da mama prihaja, je gledal stran, se je sicer obrnil proti mami in rekel mami, joj, kako si lepa, joj, kako si prijazna. In si je želel, da ko bo obrnil pogled k njej, da bo imela končno tisti izraz na obrazu. Se pravi, ta prijazen obraz, ne tisti zaledenev, tisti odsoten. In to je, kako torej pri drugem, kako si želimo, da je drugi za nas to, kar od njega pričakujemo. Se pravi, da je res prisoten, tako, da je oglašen na nas, da je za nas, da vemo, da mu je mar, da je predvidljiv,
da je na nek način stabilen, konstanten, Tako, in varen. to iščemo potem tudi, bom rekla, v partnerski zvezi, ampak je to, ravno tu nastopi pol ta problem. Bodi tukaj, ampak ne se me dotakniti. Ali pa bodi tukaj in ne hodi stran, ampak ob ne preblizu. Vezi, ob traumatski navezanosti. Tako, ne preblizu. Torej, bojim se dotika, ker ga ne poznam. Bojim se bližine, zato ker vem, da slejko prej bo izvodenela. Se pravi, ta izkušnja iz otroštva je zelo, zelo boleča. In bojim se obojega, da te ni, in bojim se tudi tega, da si. Skratka, z ničemer ne morem shajati. Če si dobim pač otrok, je prav en izraz, koncept, mi je zelo všeč patološko upanje. Ja, patološko upanje. Tako, patološko upanje. Se pravi, otrok ohranja to upanje. S tem ščiti ta zgodnji odnos navezanosti, ker smo takrat kot otroci preživetveno odvisni od tega. Tako. Za nas je pač starš skrbnik, celotno vesolje. In se prilagodimo, marsikaj odrežemo, razvijamo neke prilagoditve, sam da bi ohranili ta odnos. In upamo. Hkrati pa upamo, da bo kar naenkrat mama oziroma starš ali skrbnik nas pa res imel rad in bo tam za nas. Ja, in neskončno dolgo se trudimo in tudi ravno zaradi tega idealiziramo. Tako idealiziranje je del tega patološkega upanja. Enkrat pa bo. Sej, karkoli bom naredila v tej dobri veri, da enkrat pa bo mama le spregledala in me vzljubila in me bo razumela. Ja, z vidika otroške zavesti, ta otroška zavest je lahko na delu tudi v naših odraslih odnosih. Absolutno. Sej za to gre, da tega, če ne predelamo, potem imamo to nezdravo navezanost. Tudi. In vstopamo v odnos po eni strani s tem občutkom, da nismo vredni ljubezni, oziroma da se za ljubezen moramo dokazovati, prosjačiti, beračiti, žicati. Ali pa da ljubezen sploh ni v resnici možna. Po drugi strani pa imamo to, bom rekla, patološko upanje, ki ne gre v upanje, ne gre v obupanje. Tako. Praktično zelo težko pride do obupanja. Ja, ne obupamo nikoli. In se vežemo potem v neke destruktivne, boleče odnose. V odnose, ki so za nas škodljivi, toksični. Tako kot se nas tudi reče. Bojimo se tiste pristne zaljubljenosti. Mislim, zaljubljenost je še ampak ko pride pa do bližine, potem pa nam ni več In se mi zdi, da ravno iz te take nezdrave navezanosti izhaja tisto, ko marsikatera punca, tudi fant reče, zelo sem bila noro zaljubljena, čist sem bila zmešana na tega tipa, ampak ko sem imela občutek, da sem zapičila Kupidovo puščico, ko je začel kazati ljubezen nazaj, se pravi, se pa umaknem, odmaknem. Tako, pa absolutno me čist minejo vsaka pozitivna občutja in ljubezen takoj nekako umre. Ker je toliko velik strah pred... To so tiste navezanosti, ko se vedno zaljubljamo v ljudi, ki so nam nedosegljivi ali pa težko dosegljivi. Recimo ljudi, ki rezonirajo z našo rano, kjer je rezonanca z našo rano. Od takih čutimo neko, bom rekla, vulkansko strast. Ja, dokler da ne pride do zbližanja, kjer pa bi lahko to rano celili, potem pa se umaknemo. Ampak mogoče, ali se umaknemo, eni pa mogoče upamo, da se bo kaj spremenilo. Ampak to pomeni, da še nismo čisto omrežili nekoga. En se mogoče umika, drug pa je tak nidi, ki pa bi, drug se mu umika. Igramo neke take vražje plese. Igre. Ja, kaj so, Lucija, še, recimo, mogoče dinamike, posledice? Recimo, kaj pa, ko mama tepe? Najprej sem rekla, ta roka, ko tepe, oziroma smeši, kritizira, žali. Ja, mama, ki tepe, seveda v otroku vzbuja neizmeren sram. Strah samega pred sabo, občutek nedovolj dobrosti, nič vrednosti. In je to nekaj, kar se zelo globoko zareže v občutek samodojemanja.
tak odnos, mislim, tak človek, tak posameznik zelo težko sploh gre skozi življenje v neke normalne odnose. Mislim, ta navezan, kako razviti nek občutek samovrednosti, kadar je tega fizičnega nasilja veliko, se mi zdi res zelo, zelo velik izziv. No. Ja, verjetno, če je nasilje, je to tudi neka taka nenehna nevarnost. In naš živčni sistem je prilagojen za neke kratkotrajne nevarnosti. Ne, da nikdar ne vemo, kdaj bo medved zdaj v naši domači sobi ali v dnevni sobi, v naši sobi. To je mišljen, da mogoče srečamo medveda enkrat vsake tok. Ne? Tukaj pa je to neko vojno stanje, nek teror, ki se tudi zelo zapiše v naše telo, naš živčni sistem. Ja, najhujše pa je, da to pol iščemo, ne? Neke take partnerske zveze. To nam je poznano domače. Ja, da res zelo veliko krat grejo ženske iz takega fizičnega nasilja v partnersko nasilje, ne, kjer se potem to odraža, ta isti odnos se odraža potem tudi v partnerstvu. Pa je to zato, Lucija, ker ne prepoznamo nevarnosti, ali ker so nam sicer ti odnosi dolgočasni, kako ti to gledaš? Ali ker vseeno upamo, da se bo nekaj spremenilo, če že nisem mogla spremeniti svoje mame, ne bom pa zdaj uporabljala vse svoje džolje, ker jih imam. Ja, in se bo potem partner spremenil in potem bom jaz dokazala, da sem pa vredna ljubezni. Ja, v bistvu pravzaprav sama sebi ves čas potrjujem to moje prepričanje v sebi, da nisem dovolj dobra, da nisem okej in da na koncu razmišljam celo tako, zato ker sem slaba oseba, celo življenje so me pretepali, saj ni čudno, da me tudi partner, saj očitno si to zaslužim. Ampak to je tudi lahko zelo nezavedno. Ne? Seveda, ja. To večinoma se dogaja na nezavedni ravni. Ko to zavestimo. Takrat včasih zmoremo, da gremo. To je že mogoče en tak zelo pomemben korak, ko razumemo to, ko prepoznamo vzorc. Ja. Brez tega samozavedanja je skoraj nemogoče, da nekdo izide iz takega odnosa. Se mi zdi, da se to potem kar cikla in traja in se samo prestavlja iz ene veze v drugo. Ja, in potem tam je, tako kot si rekla, ta velik sram, ta velika mogoče tudi krivda, negotovost vase, ena globoka negotovost, nesigurnost. To, da to prevzameš ti nase, da si sam kriv za to, da se ti to dogaja. Da je očitno res s tabo nekaj narobe, da se vsi ljudje tako vedajo do tebe. In ko ti to ponotraniš, da si ti vzrok besa nekoga drugega, jeze nekoga drugega, potem je se pravi ta samopodoba tako načeta, tako ukrnjena, da v bistvu s tem ti samo podaljšuješ agonijo in nekako sam sebi dokazuješ, da saj to je res. Se pravi, ni čudno, da se je drugi spet razjezil, da me je partner spet se fizično obračunal z mano, saj pa ni čudno, če pa sem taka za nič kuharca, če pa vedno vse naredim narobe. Karkoli najdeš, vedno najdeš opravičilo za tako nek razlog, da s tabo nekaj ne štima. Ali pa ko sem jaz tako traumatizirana in pol že ne ravnam prav. Vedno najdeš pol pri sebi moje ravnanje, moje vedenje razloge. Ni v redu. Ja, kot damaged good, imajo Angleži, da si na nek način pokvarja naroba. Tako, sam sebe vidiš pol res na tak način. Tudi verjetno samo poškodovalna vedenja so tu še ena bolj ekstremna oblika, ko pa nekako še sebe na ta način, bom rekla naprej, zatiramo. To krivdo. Ja, to krivdo izvajamo. Prvič nemoč, da ne morem nič spremeniti in je to nek način, da res poskušam sprostiti to napetost, frustracijo v sebi, po drugi strani pa je to tudi res, samo kaznovanje. Oziroma si naredimo tudi bolečino, da mogoče ne čutimo tiste izvorne bolečine. Ja, sej nekaj tle govoriva res, mislim, tle se dotikamo izvorne rane. Ja, tako, izvorne vse izhaja iz tam. Ne prav vzorca. V bistvu gre za prav vzorc. To je tisto prapočelo vsega hudega, ki se dogaja in nam, našim otrokom in še generacijam naprej. Se pravi, sej hčerka ne bo mogla, težko bo predelala vse slabo, ne slabo, vse bolečine, ki jih je dobila, ne da bi jih prenesla naprej svojih hčerki. Ponavadi začnemo zaveščati malo kasneje, ko že naletimo na izzive, že pred spočetjem, da bi šli od zavestnega spočetja naprej.
In zato je tako odgovorno, ne, se tudi meni zdelo, da vendarle nekaj bi mogla narediti, nekaj bi mogla dati otroku na drugačen način, kot sem jaz to sama sprejela. Ampak kako? A ne? Ta know-how manjka. Ne veš, kako se s tem veš, da ni prav, veš, da bi moglo biti drugače, ampak ne znaš, ne veš. Ne znaš, ne zmoreš, nimaš sploh. Mislim, super je, da se zdaj toliko tam govori. Ne? Ja, hvala Bogu. Na en končni fazi, veš, ko je mene Lucija nekako zelo pretresala. Kar nekaj časa nazaj sem prebrala eno študijo, da je tisti prvi stik z drugim, ko se oplojeno jajčice ugnezdi v maternično steno. Ne, to se začne dogajati tam okrog 2 tednov. Mislim, potem je to seveda tudi en proces tega ugnezdenja, ko se embrio ugnezdi. In ja, kakšen stanju je mati? Mislim, v tistem času, lahko so tudi neke zunanje razmere ali neke aktualne okoliščine. Predvsem pa ona, koliko je nekako v tem hiperstresnem odzivu, zamrznjenem odzivu. Koliko je že ta, ne samo objem matere pa dotik, pa pogled. Že stena maternice. Ja, tako, koliko je telo stresirano ali umirjeno. Tako. A je težko nekako zaupati pol drugemu, lahko zaupam drugemu, da je že tle tisto, kar smo pri teh prapočelih. Ja. Zato mi je zdaj prišla ta asociacija, že tukaj. Lahko pristanem v nekem odnosnem prostoru, lendam, lahko nekako, a drug je, se lahko predam, prepustim, a je to varno, a se moram boriti, a moram nekako si izboriti to svojo pravico do obstoja, do prostora. Se pravi, koliko je nekih dejavnikov, da sploh pridemo do tega, da začnemo ozaveščati neke travme. In tudi to, mislim, kak je občutek, a si zaželjen ali si... Tudi to je nekaj, A si zaželjen, a se te veselijo? Tako. A se te pač tvoje okolje veseli? In to so res tisti prvi odzivi. A si jim breme, a si jim odvečo, kom jih hendlajo sabo? Ja, to je tisti prvi odziv, prideš v svet, odpreš oči in tam ni nikogar in te nekdo grdo gleda in te ne želi hraniti in te želi pustiti v bolnišnici. Ali je pa odsoten? Mislim, doskrat nekako vse gre fino, ampak mi je porod taka težka preizkušnja, recimo, da je mati tako, ko rečemo, disocirana, na nek način odsotna, zares, ker je to bil en tak šok dogodek. In za otroka šok dogodek, za mater šok dogodek in tudi, če nimamo tega razumevanja, poznavanja, če ne vemo delati s tem, potem se to lahko sam še naprej vali, ta nestik oziroma težava se povezati, težava pri dojenju. Skratka. Vsak mali korak, kjer ni povezave, vpliva na to, kak bo odnos, oziroma gradi odnos, soustvarja odnos. In oziroma, ko ostane travma v telo, ko nek tak šok, ko ostane to tudi nekje čisto na ravni našega telesa zapisan in potem tudi odzivanje v smislu tega social engagementa. Kaj je tudi del, kaj ga travma zatre, kaj ga travma nekje zaduši. Kaj pa zasvojenosti? S tem blažimo svoje bolečine, probamo blažiti, si probamo pomagati na ta način. Ja, misliš v odnosu do mama hči, mama otroka? Bolj različne oblike, mislim tudi skozi delo, skozi nek perfekcionizem, skozi droge, kemične, nekemične zasvojenosti, kot neki načini samopomirjanja. Samopomirjanje in tudi odsotnosti. Tako, ta praznina. Ja, niti ne vidimo drugega, niti sebe ne čutimo in je to res nek beg, kot da te ni. Mama, ki je odsotna. Mama, ki ni tu zame. In to je ponavadi brezbesedni nek teror, ki ga čutimo. O tem se mi zdi, da bistveno premalo govorimo, o tej nekem molku, o vsem, kaj se dogaja v odnosih, v otroštvu in tudi kasneje se mi zdi, da ko hčerke želijo razkrivati neke svoje travmatične izkušnje iz preteklosti, ker pač imajo intenco, da se je nekaj vendarle moralo takrat dogajati, ne glede na
posledice, ki jih zdaj čutijo v odraslosti in poskušajo nekako mame, to se pravi, pogledati vsaj z neke res dolge časovne perspektive nazaj in poskušati razumeti neke stvari, je to nekaj, kar je tabu tema še vedno. Ne? Se pravi, to mora biti prekrito, o tem ne govorimo in ta nek molk čez vse, se mi zdi, da je tako zelo prisoten v naši družbi. Ne? Kako ne bi bil, Lucija, ne slišati. Če smo v tem krščanskem, kaj je prva v 10 božjih zapovedi, sem si prav napisala, spoštuj svojega očeta in mater, da ti bo dobro in boš dolgo živel na zemlji in rodiš se z izvirnim grehom. Hkrati se pa recimo materina ljubezen ne občuti dobro. Ja. Zdaj dobro, v krščanstvu predvidevam, je to mišljen zelo simbolno, ampak beremo pa to precej dobesedno. Ja. Oziroma smo to tudi tako naredili, da... Ja, ne, se pravi, potlačiti svoje občutke, se delati, da je vse lepo in prav, da družina normalno funkcionira, da ne bi sosedi kaj preveč vedeli, drugače pa se dogajajo hude stvari, znotraj družine. Ampak to, da gledamo vsi stran in da se ne pogovarjamo, da ne rečemo. Se pravi, da beseda, ta besedni, ta molk, teror molka, je zelo prisoten. Ja. In hkrati gre za implicitne spomine, se pravi za spomine, ki niso stvar našega zavedanja. Te stvari, ki se nam dogajajo v prvih nekaj letih, so vpisane v telo, so vtkane v naše telo, v naše celice, v naše nezavedne odzive. Ja, tudi zakrčenost telesa. Nimamo tega spomina. Tako. Ja, to se tudi, tudi recimo pri težavah s spolnostjo ali pa s to nesproščenostjo. Imamo lahko to zelo močno zapisano, da smo bili mogoče spolno zlorabljeni v zgodnjem otroštvu, pa se to mogoče kaže pol kasneje. Ali pa enostavno, da ni bilo tega ljubečega dotika in pozornosti in prisotnosti. Tako, tudi to. Veliko načinov. Ja. Kako pa se lahko mogoče osvobodimo od travme? Pa če se prvo dotakneva hčerk, kako lahko recimo zacelimo posledice travme iz tega odnosa? Mogoče kako lahko tudi, bom rekla, doskrat se zataknemo v neki jezi, zameri do matere ali pa do staršev, se to velja za vse starše. Smo kot v neki vrsti žrtve, v neki vlogi žrtve, v žrtveni vlogi. In na nek način, tako meni se zdi zamera sicer, normalen proces v žalovanju, v procesu enega zdravljenja, je pa grozno mesto, da bi se na tem mestu zataknili. Doskrat se pa zdi, da na nek način, kar pogrevamo to preteklost, da se ne moramo osvoboditi zamere. In v angleščini obstaja tudi en lep izraz, apology ache, se pravi bolečina tega, da nismo prejeli opravičila. Doskrat nekako, ali pa večinoma starši niso sposobni dati enega resničnega opravičila, da bi resnično prepoznali tvojo bolečino, da bi prevzeli odgovornost za neka svoja dejanja in da bi se skušali aktivno si prizadevali popraviti odnos. Tega ni, ali so včasih že tudi pokojni, ko se mi s tem soočamo. Ja, res je, mame ni več tam, da bi dala odgovore, da bi pomirila to, kaj nas tako bremeni, da nam bi dala neke vrste validacijo, priznanje. Doskrat pa ta pogovor sploh ni možen, bi rekla. Ne, velikokrat pa to ni možno. Če mama je še živa, tako, če je. In tu je ravno, zato gre pri tem preseganju, da moramo mi tu pač dobro, poskušamo se pogovoriti, ampak če ta pogovor ni možen, če vidimo, da mama ne more tega sprejeti. Če ni pripravljena sodelovati v našem procesu zdravljenja. Tako, moramo pač sami iti po poti naprej in se prvič na nek način oddaljiti od tega, od te nezdrave navezanosti z mamo, jo poskušati preseči na tak način, da skozi odpuščanje in skušanje tudi razumeti tega, da je mama tudi dala to, kar je zmogla, znala in da... Odpuščanje, Lucija, to je nekaj, kar se zgodi, to ni nekaj, kar lahko izsilimo ali to zgodaj. Ni nekaj, kar lahko izsilimo, ampak moramo se najprej oddaljiti od tega najprej, od te situacije, pogledati mogoče z nekega drugega zornega kota. Predvsem pa to, da ne iščemo zdaj, da ni ta točka, ki prevaga
fokusira, oziroma da ne to stoji na mami, na njenem dejanju, na njeni potrditvi, na njenem priznanju tega, kar se nam dogaja. Ne? Se pravi, da ne mi zdaj zastavimo cele naše osvoboditve na njo. Ne? Zato, ker mama bo ravnala, kot bo ravnala, a se bo odzvala ali se ne bo odzvala, mi nimamo vpliva na to. Zelo malo vpliva. Zelo malo vpliva. Ja. In mi moramo biti mama sami sebi, svojemu temu ranjenemu otroku v sebi. Ne moremo od mame pričakovati, da bo ona zdaj pozdravila tega ranjenega otroka v nas, ker ona je sokriva, da je ta otrok ranjen. Ne? Se pravi, tako so odgovorna. Zdaj nastopam iz vloge mame. Pa ne rada slišim kriva. Tega se še dotaknemo. Ampak ja, se pravi, moramo najti v sebi neko zdravo jedro, ne? In reči, da mi nismo naša mati in da če ona se ne bo spremenila, to ne pomeni, da je to za nas konc poti. Da če naše osvoboditve ali našega celjenja te rane. Se pravi, osvobajanja teh negativnih čustev, vzorcev. Tako. Moramo iti sami na to pot z njo, brez nje, z njenim blagoslovom ali brez njega in poiskati neke načine, kako pomiriti, potolažiti tega ranjenega otroka v sebi. Kako, Lucija? In to še sem hotela reči, ne, ta krivda in obtoževanje tam nam tu čist nič ne pomaga. Ne. Tu nam nič ne pomaga. Ne korist v tem procesu. Tako, da zdaj kažemo s prstom. To je moje pol tudi izmikanje možnosti, da dejansko pridemo do neke osvoboditve. Kako zdaj to narediti? Ne vem, mogoče meni je to pomagalo ravno skozi to knjigo. Ne? Kaj te je pomagalo? Skozi to neka samorefleksija tega, kaj sem jaz dobila in kaj dajam naprej. Ampak tudi ta sporočila se mi zdi, kaj bi želela slišati, pa kar nisi slišala. Tako, to je ravno to. Doskrat si tudi v terapevtskem procesu predstavljamo idealno mamo, idealno rojstvo, neke situacije, ali pa ne, da ta ranjen del damo, jaz ga dam med psičke pasme šicu, ki je ena sama ljubezen. Skratka, neka taka korektivna predstava, že v smislu imaginacije. Ja, recimo čisto to, napišem pismo mami, napišem pismo mami, vse, kar me bremeni, kar bi želela razrešiti, pa ga ne pošljem, pa vzamem to pismo in ga berem kot mama, in potem na to pismo poskušam hčerki nazaj odgovoriti kot mama. Kaj bi jaz želela slišati, da mi mama pove, oziroma kako jaz mislim, da ona doživljala celo stvar, kako ona gleda na to, zakaj mi ne more dati te validacije, tega priznanja, te odpuščanja, ne vem, za kako travmo gre. Kako je pa pomembno, Lucija, mogoče to, da pridemo v stik z vsemi temi bolečimi občutki, z bolečino, mislim, s to praznino, tudi jezo, da se prav dotaknemo teh čustev. Ja, to, da vztrajamo v njih. Teh primarnih čustev. Da jih ne tišimo dol, da se jih ne izogibamo, ampak to je najtežji proces. Ampak zato rabimo že nek, recimo, varen odnos, nek občutek varnosti. Doskrat se to zgodi v terapevtskem kontekstu, ali pa tudi, ko smo se nekje življenje, upajmo, postavili do te mere, da imamo neke varne odnose, recimo nek prijateljski krog. Tako, to je sigurno. Da so tudi to korektivne izkušnje, ne samo, da si v glavi predstavljamo, kako bi bilo ali kar bi želeli slišati, ampak da imamo tudi neko relativno bolj varno, stabilno in predvidljivo, recimo, podporno okolje. Sigurno, ne? Če nam to uspe. To je tista pot, da iščeš pol neke terapije, terapeuta, pogovor najprej, nasvete, kako, ne? Eno že za čisto razumevanje, ne? Eno je ta del, recimo, kognitivnega razumevanja, mogoče meni se to zdi prvi ključen korak, da sploh to prepoznamo, se zavemo. To najprej, da prepoznamo, tako. Mislim, to, da že prepoznaš, da imaš problem, je začetek poti, ne? Da vidiš, da neke stvari ne funkcionirajo. Ampak tu se mi zdi zelo pomembno, no, tudi ta vloga otroka. Otrok je tisti, ne, kjer imaš ti pol neposredno izkušnjo, praktično, nefunkcionalnosti nekih odnosov. Zrcalo ti kaže, na nek način ti postavlja zrcalo. Tako, in to je tisto, kjer vidiš, to pa res ni v redu. Tu pa nekaj ne štima. In da lahko sploh začneš razmišljati kognitivno,
poskušati definirati, kaj se dogaja in seveda pol iskati neke poti za razrešitev tega. Seveda terapije so super stvar, ne, sploh, da dobiš tudi neko samo refleksijo, pa tudi refleksijo od terapeuta, kaj se dogaja. Tudi odnos v končni fazi je to model enega varnega odnosa lahko. Zaupanje, ki ga nisi bil deležen. In da se dotakneš teh nekih svojih potreb, ki niso bile zadovoljene. Ravno potreba po, recimo, tej ljubeči negi, po varnosti, ne potem, da bi nekdo te sploh videl, slišal. Po sprejetosti. Da bi bil sprejet. Ja. In tudi ta občutek, da si vreden, da ni s tabo vse narobe, da je možno, da kaj narediš na sebi in spremeniš, da je vsak trenutek v bistvu lahko nek nov začetek, da ni še čisto vse izgubljeno. Tudi to, no, se mi zdi, včasih ljudi to pelje v neko obup, vse sem zavozila, otroci so že odrasli, nimam več kaj, šli so. Ne. Ja, in žal se večina odnosov, kjer recimo ta posesivnost zelo prisotna, ljubosumje, ta občutek, krivda navezanost oziroma krivda žrtev niti ne. Se mi zdi, to je res tak brezmejen odnos, ki kar traja in se ne prekine nikoli. Tukaj gre spet za neke meje, ne? Učenje postavljanja nekih zdravih meja. Ja, ampak to sem mislila reči, da to je zelo pomembno, da najdemo pol pot, mogoče tudi do odraslih otrok, še vedno je možnost, da se zbližamo, ampak to je pa tudi vloga mame zelo pomembna. Kako se bo, a bo spoznala te neke svoje... Tukaj lahko mama naredi zelo veliko. Tako, se mi zdi, da je mama tista, ki išče pot do odraslih otrok, ne otroci. Mislim, otroci so se že trudili, no. Otroci so se že trudili, ampak očitno ni bilo stika. Ja, redko pa pride do tega. Veš, zdaj, ko to govoriva, se spomnim, v slovenščini je prevedena ena knjiga, ki je pogovor med to slavno Oprah Winfrey pa enim nevroznanstvenikom, otroškim psihiatrom, Bruceom Perryjem, tudi o travmi, tako kot v obliki enega dialoga in na koncu potem Oprah pove, da je ona bila nekako ob smrtni posteli svoje matere. Ne, in da nikdar ni imela dobrega odnosa z njo in potem v tisti kliniki so imeli neke nasvete, kako naj pač ravnaš, ko oseba ob tebi umira. In je potem ona začela frenetično tisto brati, ona Oprah, kaj jo cel svet pozna. Ki vnaša ne vem kva vse, ljubezen, duhovnost, ni da ni. In to ne dolg nazaj, potem pa tam ob svoji umirajoči materi, kaj naj naredim, kaj naj rečem, kako naj sem. Tako, malo za perspektivo. Ampak nočem zdaj nekako negirati, da je to praktično nemogoče doseči, zelo veliko se da, ampak hkrati je pa to tudi en tak proces, dolgotrajen, kompleksen. Tudi to odpuščanje, ki smo prej rekli, moj občutek je, da to tako prihaja po nekih fazah. Organsko mogoče more pridati, ni to, da kar naredimo, ampak hkrati so to kar ene faze tega odpuščanja. Ja, odpuščanja mami se mi zdi, mami lažje odpustim s tem, ko uzrem sebe kot mamo, v odnosu svojih hčerkov. Se mi zdi, da je to zelo pomemben moment, da vidim, kako meni ne gre, da tudi verjetno marsikaj ni šlo, ni zmogla, ni znala, ni vedela. In tudi jaz, kako vpliv imam, pa kaj lahko sploh naredim, pa kako je včasih res težko navezati nek stik, sploh če se bojiš pretirane bližine in spoznavaš to ravno skozi odnos s svojim otrokom, da je super, če je tam, ampak da če smo pa če smo preveč blizu, pa tudi ni dobro. Tukaj že bolj prehajava na nas matere, mislim, v tej vlogi. Ja. Kaj lahko naredimo, da ne prenašamo lastne travme, recimo na hčere, oziroma tudi kako se razbremenimo svojega občutka krivde, slabe vesti, ki verjetno kar en velik del nas si marsikaj učita same sebi. Nas najeda recimo neka krivda, da nismo bile dobre mame ali da nismo dovolj dobre mame, da smo naredile neke preveč napak ali prevelike napake, ker pač otroke imamo običajno, ko še nismo toliko reflektirane, ko še nismo toliko v stiku s sabo,
tudi ponovadi se ne gremo nekega zavestnega partnerstva od začetka, ni neke širše podpore skupnosti v teh današnjih časih. Skratka, kako lahko mogoče tudi sebi odpustimo. Kako lahko sebe sprejmemo v smislu za te pretekle napake. Ne? Včasih mogoče smo tudi do sebe kar malo preveč kritične. Ja, sigurno. Ne? Mislim, to je velik izziv. Do sebe smo sigurno preveč kritične, sploh zdaj v času, v kakem živimo, ne? Kjer nam pač tudi družba sugerira to super žensko, ki moraš biti, ne vem, odlična mama, izgledati fajn, imeti super kariero, biti uspešna na takih in drugačnih področjih, poduhovljena. Skratka, super partnerka. Ja, odlična, ne, na najrazličnejših področjih. In seveda ne te najeda ta občutek, ne, da to pa ni v redu, a ne, iz šole so me klicali, nekaj ni okej, mislim, kakšna mama sem, mislim, skratka, ta občutek krivde je zelo, zelo hitro prisoten in tudi se zelo globoko zaje in ustvarja nek dvom v nas, kako se lotiti, kako biti drugačna. Ampak, mislim, ne smemo biti preveč zahtevne do sebe v tem smislu, da ja, mislim, to, kako se zdaj nekako starši trudimo tudi za svoje otroke, ne, kako, mislim, iti skozi neko zavestno, ozaveščeno starševstvo, se mi zdi, da je to tudi nek fenomen v družbi, ko ga še ni bilo. Ne? To, ko se starši sprašujem, koliko je zdaj knjig na to temo, kako biti drugačen, boljši, bolj sočuten, bolj prisoten starš. Kar na nek način mogoče, ne, ko je ta ideologija tudi nekega super perfektnega materinstva, materinjenja, starševanja. Ne, ja, to je tudi zavajajoče, da ne pretirano tudi posežemo en velik pritisk, ki se lahko poveže tudi z nekimi našimi že strukturami, ne, da smo perfekcionistični in na nek način potem spet svalimo, bom rekla, otroka, ki je pred nami. Sploh, če hočemo ravnati po vseh teh nekih smernicah, navodilih. Ja, in ravno tudi, če nam govorijo, smer. Poslušajte notranjemu glasu in bodite čuječni. Ampak, če to nekako izvajamo, vprašanje, koliko je res stika s sabo in za otrokom. Ja. Če to frenetično nekako se gremo, vse te neke prakse, ki jih je danes, ja, tako kot praviš, ne broj. Ja, in je to nekaj, kar enostavno nas zmede. Ja. In ja, bolj vidimo to prakso, kot pa otroka pred sabo. Sigurno ga ne čutimo, ampak se odzivamo v skladu z nekimi načeli vzgojnimi, ki smo jim dali neko preferenco, da se bomo po njih ravnali ali se jih držali. Ampak vseeno, no, se mi zdi, da se starši vendarle nekako trudimo biti bolj ozaveščeni, biti bolj prisotni. In po eni strani, ne, sicer je res otrok vedno bolj kot nek projekt, ki ga hočemo oblikovati, otrok je manj, vsakemu poskušamo dati najboljš, največ, ne, in nas to nekako zavede. Po drugi strani pa vendarle se trudimo, ne, za tem čutiti, dati prostor, mu omogočati nek individualni razvoj, nekako zabremzati te neke svoje impulze, ozaveščati neke nezavedne vzorce, ki jih predajamo naprej. No? Se mi zdi, da se trudimo. Se bolj trudimo, kot so se naši starši trudili, definitivno. Se pravi, ta generacija, recimo novejše generacije, da je bistveno več nekako tega zavedanja, zdravljenja, lastne čustvene prtljage, lastnih nekih omejujočih tudi prepričanj, tudi kulturnih pravzaprav nekih vzorcev. In hkrati, kako videti res otroka takega, kot je, ne skozi svoje pričakovanja, projekcije, skozi neke svoje strahove. Ja, da je okej, tudi če nikdaj je okej. No, tudi če ni v skladu z vsemi temi neoliberalnimi perfekcionističnimi. Da gre kdaj kaj narobe, da otrok ga kdaj tudi pokrona, naredi kaj po svoje, drugače in da poskušamo to nekako sprejeti, videti, ne dramatizirati, delati sceni iz tega, ampak koliko pa mora biti to neko zavestno početje, neka zavestna rast? Ja, sigurno je zavestna rast. Predvsem je to neka zavestna rast, ne? Ker če ne, nas kar potegnejo te vajeti nekega nezavednega, kar smo bili sami deležni, kar smo sami dobili, vzgoja, ki smo jo bili mi deležni. In je to predvsem to delanje malih korakov, počasi z neke bolj distance, ne? Da nismo preveč pri otroku, krog otroka, ne? Kot ti satelitski starši. Se pravi, ne preveč, ne premalo. Tako, hodi, počasi zadaj, opazuj in se ne vtikuj v vsako situacijo. Ne? To
To predvsem. In tle res, koliko smo mogoče res v stiku s sabo, no? Mislim, kakorkoli se to lahko sliši zlajnano. Pa stiku potem z drugim bitjem, ne? V tem primeru z našim otrokom. Koliko imamo nek resničen interes za bitje, ki je pred nami. Da je to pol en tak fine tuning, bom rekla, eno tako fino oglaševanje. Da ni to zdaj, da jaz moram ves čas nekako študirati, tehtati, računati, ki je zdaj preveč, premalo, kvazi prav ta ne, kje sem zdaj. Mislim, da je to lahko tudi eno, bom rekla, spontano početje. Se mi zdi, da je to zelo odvisno od tega, koliko zaupamo sebi. Če dovolj zaupamo sebi, če vemo, da bo še vse ok, da bojo se stvari zdaj sicer izgledajo dramatične, ampak da se bo vse nekako umirilo, da se vedno vse nekako ugliha, no? Da lahko to prenesemo tudi na razumevanje otroka. Ne? Bo že nekako, ni idealen, ni popoln, gre kdaj kaj narobe, ampak bo že. Zaupam mu, da bo. Ker zaupam tudi sebi. Tudi vem, da meni pride kdaj nasproti težke situacije. Ampak nekako gre. Ne? Da je neka varna baza ali neka podstat. Neka podstat, ki je dovolj nekje stabilna, kjer je dovolj ene osnove, ne? Da potem tudi lahko marsikaj. Tako si tam kot steber za otroka, ampak ga ne privežeš na ta steber. Samo si tam. Ne? Lahko pride, se upre, ampak ni pa privezan. Ne? Ni privezan, podamo roko, če pade. Tako. Če prosi. Če prosi. Ja, če jo ponudi. Ne vseljujemo te roke. Tako. To se mi zdi neka zdrava navezanost. Ker tudi ta pretirana bližina je pač degradira, ne, ta individualni jaz otroka. Ja, ta avtentičen izraz. Ja. A je še kaj tazga, kar bi izpostavljala, kako presekati recimo nek gordijski vozel boleče preteklosti in prepletenosti, kot poudarjaš? Mislim, mogoče to ni, da presekamo z eno potezo, ne? Sem dala mogoče za eno tako malo metaforo, ampak ja, kako ga odvozlati, kako ga odvozlavati? Jaz mislim, da moramo začeti pač pri sebi. Ne? To, kot si prej rekla, rana, ki je, se je zavedati, jo očistiti, jo začutiti in potem na tak način jo postopoma celiti. V smislu, da ne postavljamo cele svoje identitete in celega svojega sebstva na to travmo, na to, kot da smo zdaj mi posledica. Da smo samo travma, da se identificiramo s travmo. Tako, to se mi zdi zelo pomembno. Ja, zagrenila nam je življenje, naredila nam je veliko hudega, bolečine, nefunkcionalnih odnosov. Tako. Ampak nismo pa samo to. Smo še marsikaj drugega. In v nas mora biti neko zdravo jedro, na katerega se lahko oprem. Se pravi, vendarle sem jaz, vendarle sem preživela, vendarle vem, da je v meni ta ranjen otrok, ampak tega otroka lahko pozdravim. Zdaj sem odrasla, zdaj sem odgovorna. Lahko jaz sem mati temu ranjenemu otroku. Jaz sem lahko zdaj ta steber samemu sebi. Nekomu, se pravi, nekdo, ki ga prej ni bilo zame tukaj. Ne? Zdaj sem lahko jaz ta steber temu otroku. Kako pa pride Lucija do te preobrazbe iz tega, da se čutimo nekako, da nismo vredni ljubezni, da nimamo potem tudi neke, bom rekla, prave samo ljubezni do sebe, samo spoštovanja, do tega, da celo sebi nekje dajemo ljubezen oziroma da smo si na ta način sami sebi v eno oporo, uteho. Kaj je ta alkemija? Ja, jaz mislim, da je to spet to nek ta boleč proces, ki nas ponovno, bom rekla, potegne ven vse te kufre iz preteklosti, vse to bolečino. Ponovadi gre vedno za neko bolečo izkušnjo, ki se nam pojavi v odraslosti in nekako zelo močno aplicira oziroma zrcali tisto, kar se nam je dogajalo v otroštvu in nas nekako sili, da končno rešimo. Smo motivirani izstopati iz nekih vzorcev. Vedno mora biti neka boleča motivacija, da nas sili oziroma nas spodbuja, bom rekla, da odpremo te kovčke. Se prav rastemo skozi bolečino. Ja, vedno, ja. Tako kot prav John Lennon, če je še vedno nekak bolečina, pol še ni konc. Ja, ta stari jaz more, skozi bolečino ta stari jaz umre. In ko ta umre, potem lahko zraste nek nov jaz, nek zdrav jaz. Oziroma mi rabimo tisto neko zdravo jedro v sebi poiskati. Ampak to bomo... A je to lahko, Lucija, tudi te prekinjam,
lahko je to v presežnem, recimo je to lahko tudi nek transpersonalni moment. Ne? Ja, zakaj ne? Mislim, tudi to je zelo pogosto. Lahko se nekdo obrne, ne vem, na neko višjo silo, Boga, ne vem, v tem vidi ki te ima neko. pa rada, ki te pa sprejema. Ki te sprejema takšno, Podpira. kot si, pa mogoče razblini tudi to neko Ozko identifikacijo z tem jazom. Ja, recimo to, kaj je sploh pomembno. Se pravi, kdo sem sploh jaz? Mislim, se prijema do teh nekih res filozofskih vprašanj. Mogoče metafizičnih, ampak Metafizičnih. jaz mislim, da za bralce, poslušalce sense je to tudi en prostor, s katerim rezonirajo. Tako, se pravi, jaz nisem samo ta skupek teh impulzov, ki sem jih dobila iz otroštva. Sem bistveno več. Tako. In to je nekaj, na kar se lahko naslonim. In mi daje varnost in podporo in upanje. No? Upanje, zaupanje. Tako. Lahko v tem prostoru doživi mogoče tudi en občutek ljubezni. Ljubezni, ki je ena brezpogojna, recimo v tem smislu neka neskončna sila, rečemo tako, ki poganja. In povezuje. A je to prav počelo? Da ne bomo rekli, je Mother Hunger, lakota po materi prav počelo. Mislim, lahko je to naš prav vzorc. Tako, zdaj smo naredili krog, okoli in okoli. In ja, seveda, tu se je začelo s to neko energijo, počelom, z enostjo. Ampak da pa ne gremo mogoče iz teh otroških delov tja gor, bom rekla. Ne? Včasih se lahko mogoče ti ranjeni otroški deli zelo zlijejo z tem duhovnim iskanjem oziroma s tem duhovnim jazom in so tudi pasti. Kako si to mislila zdaj? Ja, mogoče je to že dodatna druga tema, ki jo lahko kdaj odpreva. Ne v tem smislu, če gremo iz tega otroškega nekako kot neko iskanje neke avtoritete. Mogoče iz nekega tega toksičnega sramu, lahko razvijamo tudi neko, bom rekla, grandioznost. In smo mi presvetljeni in duhovno nebovzeti, v resnici pa nismo zares prisotni za sebe in za sočloveka. Ja. Se pravi, recimo primer, ja. Da nas nekako tle odnese. Ja. Ena izmed teh možnih tudi nekih adaptacij ali načinov. Ja, tudi to je lahko malo zavajajoče pol. Ja. Mislim, vprašanje, koliko dejansko se pol travma tu zdravi in celi. Ja, hkrati bi pa mogoče na tej točki, če počas skleneva, še prebrala nekaj iz tvoje knjige. 2 stavka bom prebrala. Okay. Sem si jih napisala, pa bom kar oba prebrala, ker sta mi oba dva izjemno všeč. To pravi hčerka mama hčerki. Dregni me, naj se končno ozovem dragocenosti sedanjega trenutka, minljivosti življenja in neskončne hvaležnosti, da te imam. Se prav res pridati v trenutek. Biti v trenutku. V tem trenutku je vse. Tako. In ta travma nekako ni tle. In to je mogoče ravno preseganje vsega tega. Se pravi, tu sva zdaj, jaz in ti. Tako. Jaz s polnim potencialom. Ja, vse je tu. In tu so vse možnosti za zbližanje in so tudi možnosti za razhod. Ampak kaj bomo iz tega vzeli, kaj bomo iz tega naredili, odvisno od nas in od tega trenutka. Torej, vedno je možnost za stik, za zbližanje, za povezanost. Ampak tu morajo pasti tisti naši tabuji, ta naš ego. Spone. Ja. Tako. In tu moramo pač dopustiti tudi drugemu, da je tam in da smo mi tam zanj in da je ta stik možen. Kozbek ima eno lepo pesem. Jaz in ti, ne vem jo povedati, ampak mi pride, smo tukaj, en drugemu neznanka, jaz in ti, nekako v tem smislu vse je možno, mogoče za kak drug, ampak res prav, koliko je iz tega trenutka enega srečanja. Ja, in se mi res zdi, da tudi s travmo prevečkrat tavamo v preteklosti in v prihodnosti, nismo pa tu. In če zmorem ta trenutek in če sem v tem trenutku, potem bo še vse dobro. Še tega bom prebrala. Okay. Ustavi misli. To je velika modrost,
kar si napisala, upočasniti svoje misli. Poslušaj sebe in začutila boš druge. Sprejmi vse svoje občutke, tudi boleče. Vzdrži se sodbe, obsodbe in spoznala boš mir. Ne vem, če je tukaj še kaj za dodati. Ja, je pa dobrodošlo. Mir. Mir, saj to za to gre, ne? Da občutimo ta mir, brez pritiska, krivde, žrtve. Mir. Jaz kar čutim. Spet izdih olajšanja tokrat. Da smo tudi poskušali kot mame dati, ne? Kar smo zmogle. In da tudi tu, ko si prej rekla, te krivde, ne? Da nisem bila dovolj dobra mama. In meni je bila ta knjiga tudi na nek način upravičilo. Ne? Vem, da bi moglo biti tako, kot je v knjigi, ampak je bilo daleč od tega. Ne? Ampak ta knjiga naj ti bo, kako bi moglo biti, kako bi si želela, da bi bilo, ampak jaz sem jo tako dala hčerki. Sem jo bila tako vesela. Izvoli. Najboljša verzija mene je to, tako, ampak v nekem od najboljših možnih svetov. Mogoče so bili kakšni utrinki tu pa tam. Ja, ampak lej, v resnici sem to. Lucija, najlepša hvala res za ta pogovor. Tudi tebi hvala za povabilo, res me je veselilo. Hvala poslušalcem, gledalcem in lep pozdrav do prihodnjič. Lep pozdrav.